Prav lepo pozdravljeni, moje ime je Darja Premk, ste na vrtiljaku SVOS. Nekatere vas poznam, že veste, kaj to pomeni oziroma kakšen inštrument je to. Za vse druge pa začenjam z definicijo, se pravi SVOS je inštrument za merjenje temeljnih spretnosti. Kratica pomeni, se pravi spletni vprašalnik za ocenjevanje spretnosti. Gre za mednarodni pripomoček z nazivom Education and Skills Online Assessment in tale naš SVOS je različica, ki je pač prilagojena na Slovenijo, tudi prevedena. To je edini inštrument, ki meri temeljne spretnosti v Sloveniji. Plusi so, da tako izpiše poročilo o spretnostih, se pravi vsakemu posamezniku in pa seveda tudi to, da je dostopen preko spleta. Sestavljata ga dva paketa. Prvi del je kognitivni, to gre res za testiranje naših spretnosti in sicer treh. To so besedilne spretnosti s bralnimi komponentami, matematične spretnosti in pa spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih. Drugi del, nekognitivni, pa gre v bistvu za samooceno. V tem delu uporabnik preveri, koliko uporablja spretnosti v svojem domačem okolju, koliko recimo v službi, kakšne ima karierne interese, ali so takšni, kot jih pričakujemo v njegovi službi, se pravi, da je to usklajeno in pa kako sam skrbi za zdravje oziroma kako zdravega se počuti. Trajanje je, se pravi, uro pa pol za ta kognitivni del, kjer je pač toliko nalog, da dejansko potem sistem vas uvrsti v pravilno raven. In pa ta nekognitivni del, ki ima pa 25 minut, začne se z nekim kratkim vprašalnikom. Se veste, vsi sistemi rabijo neke vhodne podatke in tukaj je to pač v nekem socialnem ozadju, neki demografski podatki se zbirajo. Glede na to, kar je pokazala raziskava PIAAC, kar ste slišali že mojo vodjo v tem glavnem delu konference, se pravi, raziskava PIAAC je pokazala kar precej slabe temeljne spretnosti v Sloveniji. Hkrati pa je ta SVOS oziroma Education and Skills Online se izkazal za dober pripomoček, poklicni pripomoček za svetovalce. In zato smo se odločili, da ga bomo ponudili svetovalni mreži za pač redne svetovalno dejavnost, se pravi pri iskanju primernih izobraževalnih poti, kariernih poti, pri mogoče prilagajanju izobraževalnih programov, pri mogoče ustvarjanju novih izobraževalnih programov in pa seveda pri tem, da opozarjajo ljudi oziroma opozarjajo svojo lokalno skupnost, kako dobro so razvite temeljne spretnosti v lokalni skupnosti. Zdaj, zamisel, kako priti do ljudi, do lokalnih točk, je bilo povezati se z organizacijami, ki skrbijo za TPK, se pravi za projekt temeljnih in poklicnih kompetenc. In tam smo pač se odločili, da s tistimi organizacijami začnemo sodelovati in da te strokovne sodelavce tudi usposobimo. Najbolje je seveda zvedeti, kaj pravi teren, kaj si mislijo strokovni sodelavci in vprašali smo jih, kje vidijo uporabno vrednost SVOS-a, pa si kar poglejmo oziroma jim prisluhnimo. Vprašalnik SVOS je dodaten pripomoček, ki v procesu svetovanja v izobraževanju odraslih svetovalcu pomaga pri ugotavljanju spretnosti odraslih in nudenju podpore za vključevanje v izobraževanje. Udeleženci Ljudske univerze Jesenice, ki so rešili vprašalnik SVOS, zelo radi povejo, da jim je všeč predvsem to, da na koncu dobijo en rezultat in da je ta rezultat dejansko pokazatelj tistega, kar so oni pokazali kot svoje znanje, kot svoje kompetence. Medtem kot drugi vprašalniki, ki so jih do sedaj reševali, so bili vedno samoocenjevalni in so vedno dvomili v rezultat tega.
Sama vidim uporabno vrednost SWOS-a v tem, da lahko pri interpretaciji rezultatov opolnomočim posameznika, v čem je dober in katere kompetence še mora izboljšati. Največjo uporabnost vprašalnika SWOS vidim predvsem pri rezultatih, ki jih udeleženci pridobijo, saj mi ti rezultati povejo, katere programe iz naše ponudbe jim lahko ponudim. Rezultate so uporabljali predvsem pri načrtovanju svojega nadaljnjega usposabljanja, izobraževanja in za načrtovanje kariere, oziroma za izboljšanje sposobnosti, spretnosti na obstoječem delovnem mestu. Naše spretnosti so namreč zelo pomembne v našem vsakdanjiku in v našem delovnem okolju. Uporabnost SWOS-a vidim v uskladitvi lastnih želja oziroma lastnih interesov z željo zaposlitve, mogoče tudi v tem, da posameznik vidi, kakšna je raven njegovih sposobnosti, predvsem pri bralnih in matematičnih spretnosti, kar marsikoga lahko zelo pozitivno preseneti. SWOS sem uporabila pri svetovancu, ki se je oglasil v svetovalnem središču, ker je bil na kariernem razpotju. Ponudila sem mu nekognitivni del, da je raziskal svoje poklicne interese. Ugotovila sva, da si želi, da postane vzgojitelj, kar ga je zelo navdušilo in sedaj tudi išče možnost vpisa prekvalifikacije za vzgojiteljski poklic. Kasneje je rešil tudi kognitivni del in bil tudi nad tem delom presenečen. Takole nekaj mnenj. Kot smo že omenili, naša ciljna skupina so bili odrasli nad 45 letom, oziroma stari 45 in več, in pa nižje usposobljeni. To so bili v bistvu tudi, to je bila tudi naloga SWOS-a, se pravi, tisti, ki so uporabili SWOS, naj bi v teh okvirih iskali zaposlene oziroma ljudi, odrasle. Zdaj, na Andragoškem centru smo ustanovili nacionalno točko spretnosti odraslih, ki je potem ustanavljala oziroma se povezala z različnimi organizacijami po celotni Sloveniji. Vidite, da je mreža bila precej razpredena, kar 36 organizacij je bilo vključenih oziroma je vključenih in usposobljenih je 141 strokovnih sodelavcev. Tako je dejansko zagotovljeno, da te odrasli, ki se želijo preveriti svoje temeljne spretnosti, pridejo v organizacijo, ki je v lokalnem okolju in jim zagotovi tako reševanje, kot potem tudi svetovanje. Tako, zdaj pa, razdeljenih je bilo 6500 gesel. Torej, naše lokalne točke oziroma strokovni sodelavci so 6500 udeležencem dodelili geslo in kmalu ugotovili, da je inštrument kar precej zahteven in da ta mantra "nimam časa" je kar pogosta pri ljudeh, zaradi česar se je nacionalna točka malo bolj odzvala temu in smo na tem promocijskem delu poskušali podpirati naše lokalne točke, in sicer pri različnih predavanjih, strokovnih dogodkih, z vključenostjo recimo v teden vseživljenjskega učenja, s tem, da smo usposabljali še druge ljudi oziroma poskušali ozavestiti tudi tiste, ki skrbijo za ranljive skupine, recimo Zavod za zaposlovanje oziroma svetovalce Zavoda za zaposlovanje na Ministrstvu za socialo. Tam smo, se pravi, pri projektu Socialna aktivacija sodelovali z Društvom upokojencev. Tako da veliko, ker sta bila to 2 covidni leti, je veliko tega potekalo seveda po Zoomu. Poleg tega smo seveda pisali članke, objavljali novičke na Facebooku, ki so jih potem naši strokovni sodelavci delili na svojem Facebooku. Potem smo pripravili 4 promocijske filme, ki so jih seveda tudi lokalne točke lahko s pridom uporabile pri nagovarjanju različnih odraslih, in pa seveda tudi obiskali smo naše lokalne točke. In da ne pozabim,
Torej, reševanje SVOS-a ni pod prisilo, to gre za uporabo pripomočka, zato je od 6500 predanih gesel rešilo 4000 ljudi, začelo reševati oziroma rešilo. Vidite, to je v bistvu 60%, kar pomeni, da so imeli strokovni sodelavci precej dela z motiviranjem. Ponovno je najbolje slišati, kaj govori teren, in tukaj imam nekaj izjav naših strokovnih sodelavcev, kdo oziroma komu so namenili reševanje SVOS. Pa jim kar prisluhnimo. Vprašalnik SVOS smo na Ljudski univerzi Kočevje ponudili ciljni skupini upokojencev, mlajšim odraslim, torej dijakom, ki se odločajo pred vpisom na fakulteto, ciljni skupini manj pismenih Romov in ciljni skupini priseljenk. Vprašalnik SVOS smo na Ljudski univerzi Postojna ponudili našim uporabnikom, torej osnovnošolcem, pumovcem, upokojenkam in vsem drugim udeležencem, ki prihajajo k nam. Z njim smo seznanili tudi vse zaposlene, tako na Ljudski univerzi, ponudili smo ga pa tudi v reševanje vsem zaposlenim Zavoda Znanje. SVOS se mi zdi med drugim primeren tudi za nas, za strokovne sodelavke in sodelavce na ljudskih univerzah, da najprej sami izpolnimo ta vprašalnik, se z njim seznanimo, sami odkrijemo svoje spretnosti, mogoče uvidimo kakšen manjko, ki ga imamo na kakšnem področju. Kot sem rekla, precej kot je bilo dodeljenih, kaj pa je bilo rešeno oziroma kdo pa so ti odrasli, ki so rešili. V 70% so to ženske, gospe. 1/3 je bila starejših od 45 let, se pravi, točke so dejansko nagovarjale te naše oziroma starejše nad 45 let, torej ciljno skupino, ki je predvidena po projektu. In pa 1/3 je bila odraslih s srednješolsko ali pa nižjo izobrazbo. Vidite, da univerzitetna izobrazba je tudi kar precej zastopana. Takšni seveda radi rešujejo takšne vprašalnike in tudi radi spoznavajo svoje spretnosti, tako da mimo tega ne gre. No, naša mreža lokalnih točk je seveda mogoče tukaj še en drugačen pregled, kako so nagovarjali oziroma katera regija je bila najbolj uspešna pri tem nagovarjanju ljudi s srednješolsko in pa nižjo izobrazbo. Vidimo, da je jugovzhodna Slovenija tukaj prednjači, sledi pa je Koroška regija in pa osrednje slovenska regija. No, kako je bilo to po starosti, se pravi starejši od 45 let, največji delež je zajela osrednje slovenska regija, kar 1/3 vseh, ki so reševali, je bila tukaj. Potem pa imamo še en podatek, se pravi, največ vstopnih številk na eno lokalno točko v posamezni regiji je seveda več lokalnih točk. Se pravi, največ vstopnih točk na največ vstopnih številk na lokalno točko so podelile organizacije v vzhodni kohezijski regiji. Vidite, da je najbolj izstopa jugovzhodna Slovenija, pa potem Zasavje in Podravska, šele potem se pokaže zahodna kohezijska regija. No, in pa mogoče pohvalno, najbolj prepričljivi pri motiviranju za vprašalnik so bili strokovni sodelavci spet v vzhodni kohezijski regiji. Vidite, Posavci imajo odlične, očitno strokovni sodelavci znajo zelo dobro prepričati, kar 90% tistih, ki so zaprosili za kodo, so potem tudi rešili, sledi pa Koroška in pa Zasavska. Se pravi, motiviranje odraslih za uporabo SVOS, kako pa so motivirani naši strokovni sodelavci, pa še nekaj mnenj.
Rezultati vprašalnika SVOS so smiselni ob vodeni uporabi, kar pomeni, da svetovalec samega uporabnika vodi ob vstopu v vprašalnik, ga spremlja v času reševanja vprašalnika in ob zaključku z njim skupaj interpretira rezultate. Samo tako bomo lahko prišli do ključnih in smiselnih rezultatov, ki jih bo lahko vsak posameznik uporabil tudi v prihodnje. SVOS bomo še naprej uporabljali tako pri brezposelnih kot zaposlenih v podjetjih, pri mladih, ki se iščejo, pri starejših ter pri vseh, ki jih to zanima oziroma bi radi izvedeli svoje kompetence. SVOS bomo v bodoče uporabljali v svetovalni dejavnosti, predvsem tukaj, in pa razmišljamo tudi o načrtovanju, razvoju novih programov za krepitev besedilnih in matematičnih spretnosti. Takole. Še en poziv ali pa mogoče v razmislek. Se pravi, SVOS kot zanesljiv inštrument lahko imate lokalne točke ali pa organizacije tudi v nek eksperiment oziroma v nek pilot, namenjen nek pilot, in s tem uporabite za potrebe razvoja temeljnih spretnosti v svojem okolju. Namreč kode so še kar dostopne, kljub temu, da se projekt zaključuje do 31.12.2024. Kako? Koliko jih je še dostopnih? Dostopnih jih je še 13 000. Brez problema. Mogoče še priporočila. Ja, nujno. Mogoče še priporočila uporabe, da vidite, komu na ministrstvu dati. Reševanje SVOS vprašalnika bi priporočila vsakemu, ki je v precepu, ki se išče, ki še ne ve, kako nadaljevati svojo poklicno kariero ali pa se mogoče išče na svojem privatnem področju. Reševanje vprašalnika SVOS bi priporočila vsem, ne glede na leta, ne glede na poklic, ne glede na trenutno situacijo, ste zaposleni ali brezposleni, ali iščete zaposlitev aktivno. V vsakem primeru vsem priporočam, je zelo zanimiv in lahko tudi dostikrat preseneti. Mislim, da nam je čas malo že stekel, Imamo sicer, zamislila sem si, da lahko sodelujete tudi pri izražanju svojega mnenja. Še mogoče en klik. Se pravi, v Mentimeter lahko vpišete, kako naj bi vaš delodajalec skrbel za ohranjanje vaših temeljnih spretnosti. Če nimate več delodajalca ali pa če je to zdaj že zavod, potem lahko napišete, kako bi mogoče vaše lokalno okolje skrbeli za ohranjanje vaših temeljnih spretnosti. Jaz imam od prejšnje skupine tudi že odgovore. Takile so. Vi se lahko pridružite, se pravi, Mentimeter odprete na mobilnem telefonu. Ja, 89 50 48 69. Če imate še kakšno inovativno idejo, imamo že sicer različna usposabljanja, čim več usposabljanj, stalno usposabljanje, redno usposabljanje. Če ima kdo še kakšno idejo, prosim. No, da vidimo. Aha, no, to je pa že za izobraževanje z digitalnih, vsebin. Dobro. Bom to shranila, ja. Hvala za vaše ideje. Če ima kdo še kakšno vprašanje, medtem ko drugi... Govorimo o prostih kodah. Tako je. Kje je mogoče izkoristiti to priložnost zdaj? Ker verjetno rabimo še svetovalce zraven. Še vedno na vseh lokalnih točkah. Oni imajo še vedno dostop do vseh kod. Kje so podatki v lokalnih točkah? Na naši spletni strani. Tale mogoče ni najboljši pingvinček, ampak je en pingvinček, kjer imamo vse lokalne točke. Zdaj, vi ste
manjkali. Kategorija, skupina. A ja, nisem slišala, pardon. Skupina Tukaj so 55 vse naše lokalne točke. Samo moment. Aha. Joj, se pravičujem. Tukaj so. Okay. Se pravi, praktično vse ljudske univerze, izjemoma Tržiča. Tako da tja se obrnete, oni perfektno vejo in vladajo. V Ljubljani najeli ene za ministrstvo. Hvala.